Spoštovane novinarke, novinarji, hvala, da ste se odzvali današnji izjavi za medije strani direktorja UKC Maribor. Seveda naslavljam kot izjavo za medije na državljane in državljanke in s preprostim razlogom, ker bi rad predstavil 3 pomembne pozitivne stvari, ki se dogajajo v tem trenutku v UKC Maribor. Kot je bilo napovedano, prva stvar je naše poslovanje. Skrbno smo spremljali nastajanje zdravstvene reforme in pa obremenitvenih testov, ki jih je Ministrstvo za zdravje in pa Urad za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvo napovedoval. In mi smo s temi obremenitvenimi testi v preteklih mesecih pričeli in jih izvajali v UKC Maribor. Rečemo temu del zdravstvene reforme, ki je dala prve pozitivne rezultate in prve 3 mesece letošnjega leta smo zaključili z 1,2 milijona presežka prihodkov nad odhodki ali drugače povedano z 1,2 milijona plusa. Omenili smo, da bomo govorili tudi o investicijah v UKC Maribor. Vse investicije, ki so bile večkrat napovedane, potekajo po časovnici, vendar bi se danes osredotočil, bom rekel, v tem trenutku 2 najpomembnejši investiciji, to je projekt Onkologija in negovalna bolnišnica. Onkologija imamo izbranega izvajalca gradbenih del, vsa dokumentacija pripravljena na naše veliko veselje in pa za naše onkološke bolnike. Pomembna novica, z gradnjo pričnemo 20. maja letošnjega leta. Gradbeno-obrtniška dela bodo potekala približno 2 leti in čez 2 leti bomo objekt, ki je velika pridobitev za regijo, pa tudi slovenski zdravstveni prostor, predali uporabi. In druga pomembna investicija v tem trenutku je negovalna bolnišnica. Bilo je nekaj vprašanj glede izvajanja projekta negovalne bolnišnice. Negovalna bolnišnica poteka po časovnici, imamo vso potrebno dokumentacijo, imamo zbrana, sedaj je faza izbiranja izvajalca gradbeno-obrtniških del, več prijav smo dobili, komisija se sestaja in bo v najkrajšem času izbran izvajalec. Tukaj pričakujemo pričetek gradbenih del nekje v drugi polovici meseca junija in ta dela bodo potekala 1 leto. Čez približno leto dni bomo negovalno bolnišnico s 55 posteljami predali v uporabo. Prav tako je to, ker vemo, da je v slovenskem zdravstvenem prostoru velik problem kapacitete negovalnih bolnišnic in postelje, mislim, da bomo s tem projektom prav tako bistveno pripomogli ne samo regiji, ampak tudi na državnem nivoju, da se bo tale potreba po negovalnih bolnišnicah bistveno izboljšala. Skratka, ta 2 projekta potekata, vse ostalo pa po časovnici, kot smo napovedovali v bodočnosti. To je moja kratka izjava za medije. Hvala, da ste se odzvali in pa lep vikend vam želim. Hvala lepa.